Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Ministrski stol. Smo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri gospodu Zdravku Počivalšku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lepo pozdravljeni, dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Torej, kar veliko tem je, ki jih obravnava vaše ministrstvo, o katerih se bova pogovarjala, ampak morda vendarle začneva s to situacijo COVID in predvsem vpliv na gospodarstvo, oziroma kakšne so trenutne razmere v gospodarstvu, kako jih ocenjujete? Smo dobro izšli iz tistih najhujših epidemičnih časov? No, dejstvo je, da je COVID kriza, zdravstvena kriza na nek način označila prejšnje in pa letošnje leto. Danes po letu pa pol smo na nek način vsi utrujeni, ampak smo pozabili na tisto najhujše, kar je bilo tukaj med nami marca, aprila lanskega leta. Potrebno je povedati, da smo 13. marca kot nova vlada nastopili in 14. mislim, da že ali celo isti dan proglasili epidemijo COVID-a. Moram povedati, da je tisto prvo obdobje bilo najtežje. Najtežje zato, ker nismo vsi skupaj vedeli, kje smo, kako se spopasti s to krizo. Sem pa ponosen na nekaj zadev. Ponosen sem na to, da smo v tistem prvem obdobju sprejeli tvegano odločitev, da nismo zapirali industrijske proizvodnje. To povem kot gospodarski minister, kajti naši zahodni sosedje so to naredili. Bilo nas je strah te odločitve, ampak se je na koncu pokazalo, da je bilo to pravilno, kajti gospodarstvo se je odzvalo in v gospodarstvu nismo imeli niti enega samega jedra kakšne resnejše okužbe. Drugo, kar pa moram povedati tukaj, pa mislim, da smo na osnovi izkušenj boja s krizo 2008-2009 naredili nekaj ustreznih potez. In sicer sprejemali smo ukrepe hitro in jaz verjamem, da v največji meri pravilne. Sprejeli smo 8 protikoronskih paketov, pa še interventni zakon za pomoč turizmu in to je temelj, osnova, zaradi katerega je večina gospodarstva preživela. Mi smo si zadali cilj, da moramo pomagati podjetjem pri tem, da ohranijo proizvodnjo in da ohranijo vsa delovna mesta. To je bil en velik projekt, na koncu koncev je nominalno možno po teh 8 protikoronskih paketih gospodarstvo vložiti 6 milijard evrov. Do zdaj smo gospodarstvu namenili na osnovi teh paketov 3 milijarde evrov plus 243 milijonov po zakonu o interventnih ukrepih v turizmu. In to je osnova, zaradi katerega smo s hitro akcijo pripeljali do tega, da imamo danes situacijo, ki je, lahko rečem, odlična. Odlična zato, ker smo, kar se tiče bruto družbenega produkta, popolnoma nadoknadili izgubljeno v letu 20 in pa 21, ali pa lahko rečem skoraj popolnoma. In pa na drugi strani je situacija, kar se tiče brezposelnih, boljša, kot je bila na začetku krize, se pravi, število brezposelnih je manjše, kot je bilo takrat. In to je osnova, na osnovi katere lahko danes z umnimi ukrepi dosežemo okrevanje in pa odpornost gospodarstva. Kakšne so napovedi gospodarske rasti? Napovedi za gospodarsko rast so odlične. Mislim, da za naslednje leto 4,4%, za leto 2023 nekaj čez 3%. Tudi primerjava zadnjega četrtletja s prejšnjim kaže na, mislim, da 16% večjo rast. In to vse zaradi tega, ker je pač na prvem mestu gospodarstvo nadaljevalo z delom, ni prekinjalo tega, razen storitvenega sektorja seveda, na drugem mestu pa zaradi tega, ker smo s pravimi ukrepi gospodarstvo omogočili, da je na nek način preživelo in da se zdaj lahko spopada z izzivi, ki jih prinašajo ti protikoronski časi. In ko govorimo o napovedih, sem maksimalno optimističen in pozitiven, zato ker na to podlago, za katero lahko rečemo, da je med 3 najboljšimi v Evropski uniji, 3-4, kakorkoli že, potem v kakem stanju smo, lahko zdaj gradimo z
kar ustrezno podlago različnih finančnih sredstev. Tukaj najbolj računamo na sklad za okrevanje in odpornost, ki je na državnem nivoju v tem trenutku težak 2,5 milijardi, milijardo 800 nepovratnih sredstev, 700 milijonov povratnih. Znotraj tega bo šlo za gospodarstvo 427 milijonov v različne sfere in verjamem, da bomo gospodarstvo na prav način pripravili do tega, da se bo razvijalo. Tukaj bom povedal v smeri dveh tranzicij, zelene in pa digitalne. Tukaj ne gre samo za neko, kakorkoli bi že temu rekel, modno muho, ampak gre za usmeritve, ki so potrebne, če bomo hoteli jutri preživeti. No, o tem bova tudi še govorila, pa vendar mogoče zdaj veliko je govora o naraščanju okužb in da bi se lahko spet družba zapirala. Vi ste tudi podpredsednik vlade. Ali je kakšna možnost? Tukaj bom spet začel na začetku. Ta kriza je bila na začetku zdravstvena. Se je hitro prelevila v ekonomsko in zelo hitro v psihološko. In tukaj treba povedati, ali pa moram povedati, da nisem zadovoljen z načinom komunikacije, ki ga mi kot vlada vršimo v smislu informiranja ljudi, kaj je potrebno narediti. Zato je spet več razlogov, ne morem reči, da nismo poskušali. Dejstvo je, da nam je, vsaj po moji presoji, bilo otežkočeno to, zato ker na koncu koncev kot vlada vse skozi nismo imeli možnosti na nek verodostojen način prebivalstvo informirati o tem, kaj počnemo, kako to počnemo in kaj je najboljše skozi en korekten pristop večine glavnih medijev. Ampak ne bom se zgovarjal na njih. Odgovornost na tem, da tega nismo uspeli, je na naši strani. In dejstvo je, da gremo zdaj v drugo jesen, v drugo zimo z eno situacijo, ki je zanimiva. Imeli smo v letošnjem letu najprej premalo cepiv, ljudje so govorili, da bi se cepili, pa tega ni bilo. Danes smo prišli v situacijo, ko imamo na izbiro dovolj različnih vrst cepiv, ampak je stopnja predcepljenosti slovenskega prebivalstva preprosto prenizka, da bi lahko na nek način optimistično gledal naprej. Mi smo z prvo dozo nekje nad 60%, tukaj govorim zelo približne številke, z obemi dozami nekaj nad 50%, in na tem temelju moram reči, da me je strah zime, v tem kontekstu, da ni na nek način enega pozitivnega gibanja v smeri tega, da bi se prebivalstvo v večji meri želelo cepiti. Tukaj moram povedati, da spoštujem voljo vsakega, ki pač smatra, da se ne želi cepiti, ali pa tistega, ki to zadevo naredi. Ne morem pa sprejeti niti približno tega, da katerakoli od teh skupin svojo voljo uveljavlja nasilno, pod ena, pod dva pa to, da tisti, ki se ne želijo cepiti, lahko in zmorejo ogrožati druge. Se pravi, prepuščamo vsakemu odločitev za ali proti cepljenju, vendar pa moram opozoriti, da smo mi kot država dolžni poskrbeti, da se bo javno življenje odvijalo v varnem okolju. In znotraj tega prihaja potem do teh zgodb PCT, samo PC, in v tej smeri upam, in to sem večkrat povedal, da bomo prišli do tega, da se bomo vse politične sile v Sloveniji poenotili, vsaj na tej točki boja z epidemijo, kajti prostora za politizacijo problema takega ali pa drugačnega v Sloveniji je dovolj. Tako. No, eden od ukrepov, ki je bil pa res pozitivno sprejet, tako rekoč enotno, so ti turistični boni. Pa me zanima, a vi ste izkoristili bon 2020-2021 in potem ali so kakšnih pogovori o podaljšanju veljavnosti? Ja, tukaj mi dovolite, preden da odgovorim na to vprašanje, da kljub vsemu
pripeljem naš miselni krog do pojasnitve, zakaj in kako smo se odločili za te turistične bone. Turistično gospodarstvo je kot storitveni sektor na nek način bilo najbolj in je najbolj prizadeto znotraj celega prostora gospodarskih aktivnosti v Sloveniji. Prvi negativni ukrepi so se začeli odvijati že takoj na začetku lanskega leta pred razglasitvijo epidemije. Turistično gospodarstvo je bilo večino lanskega leta, se pravi od razglasitve epidemije do poletja in pa pol kar zgodaj jeseni do konca leta popolnoma zaprto. Bilo je zaprto prvi del letošnjega leta in zato smo na nek način bili pred dilemo. Na eni strani dati turističnemu gospodarstvu denar za to, da ne dela, ali to isto vsoto denarja razdeliti med vse prebivalce Slovenije z namenom, da se morajo pač ti iz turističnega gospodarstva potruditi, da ta sredstva dobijo. Odločili smo se za turistične bone, tiste prve z namenom možnosti samo za koriščenje nočitvenih kapacitet z zajtrkom. Tukaj je bilo kar veliko dilem. Ta novi boni v letošnjem letu so namenjeni tudi širše za šolske potrebščine, ostale nujne zadeve, športne, kulturne prireditve. Pa moram reči, da zagovarjam eno in drugo. Najprej ta prvi ukrep je pač omogočil tudi dodatno potrošnjo na drugih področjih turističnih gostov. Jaz sem posebej vesel enega kolateralnega prispevka ali pa posledice teh turističnih bonov, to pa je ta, da smo Slovenci spoznali marsikater skrit kotiček Slovenije in da bo to imelo dolgoročno pozitiven vpliv na potrošnjo našega prostega časa in pa obisk turističnih kapacitet. Na koncu koncev me veseli to, da smo dosegli eno pozitivno energijo pri spoznavanju domače turistične ponudbe. Na drugi strani pa je potrebno povedati, da nismo uspeli nasloviti vseh ponudnikov turističnih storitev in tukaj predvsem imamo še odprto nalogo za pomoč mestnim hotelom, ki so kakorkoli obrnete to zgodbo bili v težkem položaju koristiti te bone. Drugič, receptivnim agencijam, tistim agencijam, ki pripeljejo tuje turiste v Slovenijo. In tretjič, industriji srečanj. Tudi v interventnem zakonu nismo uspeli nasloviti tega problema, zato pripravljamo na naše ministrstvo poseben razpis, s katerim bomo poskušali vsaj v nekem obsegu ublažiti ta tri področja sektorja turističnega, ki ni bil podprt. Jaz osebno pa moram povedati, da sem izkoristil z družino turistične bone v Lipici, v novem trendovskem hotelu in moram reči, da sem v vseh pogledih užival zaradi tega, ker sem končno bil malo na dopustu, užival zato, ker sem bil na dopustu na destinaciji, ki mi je zaradi konjev in moje ljubezni do njih zelo blizu, in tretjič zato, ker sem bil v tem hektičnem času vsaj malo z svojo družino. Lahko rečem, da smo v veliki večini bone izkoristili. Mislim, da je hčerki ostalo še nekaj malega lanskih bonov in potrudili se bomo, da to izkoristimo do konca letošnjega leta. No, kot nekdanji direktor hotela, samo povejte, ste bili pozorni, ste bili zadovoljni, kako teče delo, kako je organizirano? Ja, to pa moram reči, da mi je bolj kot ne slabost. To sem delal prej, ko nisem bil minister, da sem kamorkoli sem šel
spremljal delo, na nek način sem bil profesionalno deformiran, to se mi še danes dogaja, čeprav se rajši ali pa dosti raje vidim, da se ne ukvarjam še z problemi drugih, ker imam že sam svojih dovolj. Ampak tukaj bi izkoristil to priložnost, da bi tudi tu še enkrat povedal, ne, da so bili boni leta 20 in boni leta 21 namenjeni in so še vedno namenjeni za pomoč turističnemu gospodarstvu, ki je bilo zelo prizadeto. In zato, če hočemo pomagati turističnemu gospodarstvu, dajmo izkoristiti te bone do konca letošnjega leta. Tukaj moram provokativno reči, ne, da ne želimo, da bomo zdaj pač te bone podaljševali, zato da bo nekje drugje kdo koristil dopust preko meje. Domačo zgodbo imel pa za rezervo. Turistično gospodarstvo rabi pomoč še vedno letos, zato ker je bilo večino letošnjega leta, če to štejete od začetka letošnjega leta, zaprto. In v tem gospodarstvu dela veliko ljudi, v tem gospodarstvu je veliko podjetij in najbolje jim pomagamo, če te bone izkoristimo letos. Se pravi, je delež neizkoriščenih bonov še kar velik? Mislim, da so številke približno take, da je izkoriščenih približno 3/4 bonov iz lanskega leta, da je to nekaj čez 200 milijonov in pa nekaj več kot polovica bonov letošnjega leta, to pa je tam nekje pri 70 milijonih, glede na to, da so boni za letošnje leto bili manjši od lanskih. No, lahko bi šla po posameznih ukrepih pomoči, ampak za to bi potrebovala preveč časa. Povejte samo vaše razmišljanje, samostojni podjetniki predvsem rečejo, zakaj so v neenakopravnem položaju glede recimo nadomestil za v čas karantene odrejene ali podobno. Jaz slišim veliko nezadovoljstva iz posebej turističnega sektorja nasplošno, pa bom odgovoril na to vprašanje. Ampak moram povedati še eno stvar. Ne? Od teh 3 milijard, ki so bile do zdaj vložene v gospodarstvo za to, da je preživelo COVID krizo, je bilo nekaj čez 1 milijardo vloženo v turistično gospodarstvo. Skozi protikoronskih paketov 8, čez 700 milijonov in potem še ta interventni zakon v turizmu 243 milijonov. 100 pripombo, da nekaj nismo naslovili, kot sem prej povedal. Znotraj tega zakona, ki odreja nadomestilo, se nam je pa zgodila napaka, ki jo bomo popravili. Mi se tega zavedamo in računam, da bomo našli način, da se bo to vprašanje nadomestil tudi za SP-je rešilo ustrezno. Če pa pogledate ostale pakete nazaj, pa lahko vidite, da so bili samostojni podjetniki vedno in pri vseh ukrepih tudi na nek način, ne na nek način, naslovljeni na način, da smo jim pomagali. Ne želim zmanjševati pomena tega problema, ampak kljub vsemu tukaj gre za en delček v pomembni zgodbi. Seveda pa za vsakega od njih zelo pomembna zgodba tudi zdaj. Tako. No, gospodarstvo v zadnjem času teži zlasti dvigovanje cen surovine in električne energije. Vem, da to ni neposredno vaše področje, kar se tiče energije in energetske politike, ampak vendarle, kaj lahko rečete, kakšna so predvidena gibanja, kako bo to vplivalo na gospodarstvo? To je vprašanje za veliko, ne, da bi jaz vedel, kakva bodo gibanja naprej. Dejstvo pa je, da so časi, ko smo uvažali poceni energijo in izvažali smeti mimo. Zdaj smo pač v enem obdobju, ko je zaradi različnih razlogov prišlo, zdaj v prvi fazi do borznih povišanj cen energije. Pri vsakem od energentov je zgodba drugačna. Posledično in sporedno se dvigajo tudi cene ostalih surovin. Zato bom najprej povedal, ne, da pričakujem od našega gospodarstva, da se bo resno lotilo teh dveh tranzicij, digitalne in pa zelene. Saj zelena
tranzicija ali pa krožno gospodarstvo, če hočete, pomeni čisto preprosto to, kar so nekoč naše kmetije že delale. Vse, kar se je na kmetiji odvijalo, se je odvijalo na način, da se vse porabilo. In tisti, ki so danes v industriji začeli približno izkoriščati ali pa delati na osnovi te logike, so že danes v prednosti. Se pravi, da je potrebno v tej smeri delati, da je potrebno biti energetsko učinkovit. Pri nas v Sloveniji imamo v našem gospodarstvu en velik procent energetsko intenzivne industrije in tudi ti bodo morali to vprašanje nasloviti. Zdaj pa čisto k posameznim energentom, če gremo. Najmanj vpliva ima država na plin. Vprašanje plina je vprašanje enega oziroma dveh dobaviteljev, vse skupaj se dogaja izven naše države in tukaj pač je nekaj razlogov, da so napovedi o višjih cenah poskočile. Za vse energente pa velja, da imajo in drobno, se pravi potrošniki in podjetniki možnost in so imeli možnost s pogodbami si zagotoviti dolgoročnejše, malo bolj stabilne zgodbe. Tako kot ti posredniki, ki nas oskrbujejo z energijo, so eni to delali bolj uspešno, drugi manj. Tisti, ki so preveč špekulirali, so danes v težkem položaju. Še najlažja situacija, kar se mene tiče na področju električne energije, kjer 85 ali pa nekaj več kot 85% energije električne, ki jo mi rabimo, proizvedemo sami v Sloveniji, vseh treh virov, približno po tretjinah voda, premog in pa nuklearna energija, ampak je tukaj treba povedati, da približno polovico tega, kar v Sloveniji od elektrike proizvedemo, izvozimo. Na drugi strani uvozimo. In Slovenija oziroma država, vlada ima tukaj možnost administrativnega posega, ki ga bo izkoristila samo v primeru skrajne nuje in pa potrebe. To pa je, da bi morebiti prepovedali izvoz električne energije in limitirali ceno, na koncu koncev vse v državnih rokah. Potem je pa zadnja zgodba, zgodba naftnih derivatov, ki so ravno tako odvisni od gibanj na svetovnem trgu. Tukaj se veliko manipulira, špekulira z deregulacijo cen naftnih derivatov. Ne glede na to, da vsak dan znova ponavljam, se na nek način ne prebije do javnosti to, da smo mi na strani države deregulirali samo marže trgovcem naftnih derivatov. Da je bila deregulacija izvedena v treh korakih, v treh vladah. Ta prvi korak smo naredili leta 2016, ko smo deregulirali marže kurilnega olja in pa 98-oktanskega bencina. Naslednji korak je bil deregulacija 95-oktanskega bencina in pa dizel goriva na avtocestnem križu. In zadnji korak, ki se ga zdaj najbolj politizira, je pa bila deregulacija teh dveh goriv na vseh ostalih bencinskih črpalkah izven avtocestnega križa. Mi smo naredili analizo tega, kaj se je dogajalo z višino marže po deregulaciji in prišli do zaključka, da ni bilo pomembnejših korekcij cen iz tega naslova pri gorivih. Na koncu koncev je treba vedeti, da je cena goriva, ki jo mi plačamo na bencinski črpalki, približno nad 40% sestavljena iz cene na svetovnem trgu. Razlika potem pride strani trošarin in pa odredb odlokov, po katerih morajo naftni trgovci vmešavati biogoriva. In tretji, najmanjši del je vprašanje marže, ki je pred deregulacijo v nekem povprečju znašala 8 do 8,5 evrocentrov na liter goriva in po analizi, ko smo ugotovili, zdaj se po deregulaciji te marže niso občutno zvišale za manj kot 1%. Je pa dejstvo, da smo danes pri ceni,
teh goriv, ki jih največ koristimo, 95-oktanskega bencina in pa dizel goriva, na cenah iz 2018-2019. V času covida so cene na svetovnih trgih zaradi nepovpraševanja, ki ga ni bilo, padle na rekordno nizke nivoje, danes so pa na rekordno visokih. Smo pa preanalizirali tudi, kaj se je dogajalo s ceno kurilnega olja od deregulacije goriva 2016 in ugotovili, da so cene kurilnega olja od leta 2016 narasle za 69%, da je to 64% razlog v cenah na svetovnem trgu, ki so zrasle, da pa se je edino pri tem gorivu marža v velikem obsegu povečala, in sicer iz 6 centov na 15. In to je eden od razlogov, da smo pred novo kurilno sezono na zadnji seji vlade, na dopisni seji vlade, spet omejili ali pa regulirali začasno za 3 mesece maržo pri kurilnem olju, in sicer na nivoju iz leta 2016. To je en mali delček in tudi sporočilo vsem, ki na energetskem delu špekulirajo, da bo država v skrajnem primeru, če bo to potrebno, intervenirala, ne rada, ampak bo začela regulirati cene. Ob tem, da se zavedamo, da lahko vse cene limitiramo, določimo najvišje, ampak pridemo v situacijo, ki nam je že znana iz bivše države, ko smo imeli regulirane cene, pa ni bilo blaga na policah. Se pravi, da poteze, ki jih bomo vlekli v smeri, da bomo imeli energente in da bodo pač poteze take, ki bodo tistim najbolj ogroženim pomagale. Zato razmišljamo o tako imenovanih energetskih vavčerjih za pomoč tistim, ki so tega potrebni, oziroma da se bomo borili proti tako imenovani energetski revščini. Omenili ste prehod v nizkoogljično družbo, kaj ne? Šaleška dolina je pred tem velikim izzivom. Kako kot gospodarski minister vidite, kakšne so rešitve oziroma kje je nova delovna mesta, na kak način bo pomagala država? Zdaj tukaj moram najprej povedati svoje osebno stališče, da v tej silni diskusiji o tem, kako dolgo bomo še proizvajali električno energijo na temelju premoga, moram povedati, da ne vidim neke realne možnosti, da v kratkem času ta sistem, ki ga omogoča termoelektrarna z blokom 6, nadomestili z drugimi viri, razen iz uvoza. Glede na situacijo, o kateri danes govorimo, mislim, da moramo temeljito premisliti, kaj bomo naredili z zapiranjem termoelektrarne, in jaz sem tukaj brezrezervno zagovornik čim kasnejšega zapiranja. Na koncu koncev so mi vzor tisti, ki so dosti bolj močni kot mi, to so pa Nemci, ki se nagibajo k temu, da bodo svoje termocentrale zaprli tam nekje 2038-2039. Zdaj imamo pač nekaj problemov. Najprej moramo nadomestiti ta vir energije. Jaz mislim, da niti približno ne moremo to nadomestiti v tem času, pa absolutno v nobenem z obnovljivimi viri energije. In mislim, da se ne bomo mogli izogniti tretjemu ali pa novemu, drugemu bloku nuklearne elektrarne. Ampak to na koncu koncev je moje osebno mnenje in o tem bo pač tekla diskusija vseh, ki imajo kaj na tem področju zapovedati. Jaz verjamem, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, da bomo znali na nek način uravnotežiti naš prehod v brezogljično družbo do leta 2050 na eni strani, na drugi strani pa, da bomo kot družba preživeli in omogočili gospodarstvo, da se bo na to zadevo adaptiralo. Zdaj, Šaleška dolina ima pa potem še en problem. Če pridemo do zapiranja
premogovnika in pa tega vira električne energije, moramo prestrukturirati celo področje in ta namen je na nek način v Evropski uniji bil formiran Just Transition Fund, se pravi sklad za pravični prehod, ki je za Slovenijo težek 259 milijonov in je namenjen prestrukturiranju gospodarstva v Šaleški in pa v Zasavski regiji. In ta sredstva bodo namenjena spodbujanju v največji meri podjetniške iniciative, ki bi nadomestila pač potencial delovne sile in pa ves ostal gospodarski del, ki je navezan na to zgodbo. Jaz sem tudi na tem področju optimist, zato ker, bom rekel, s spremljanjem obstoječih gibanj v teh dveh regijah, bi rekel, ne glede na to, da je v tem trenutku malo težja situacija v Zasavju, imamo jedra podjetniška, mikro, mala, srednja in pa velika, ki me navdajajo z optimizmom, da bomo ob tem, kar imamo tudi strani države za pridodati, ne samo zdaj iz tega fonda Evropske unije, pripeljali zgodbo do tega, da bo pač ta prehod narejen na način, da se bosta ti dve regiji na nek način ustrezno transformirali iz tega energetskega dela v druga področja. Bodo tudi lokalne skupnosti imele kakšno besedo oziroma tudi pri tej nacionalni strategiji predlogov pravijo, da niso ravno bili uslišani? Glejte, skozi obiske po regijah lahko rečem, da cela vlada in tudi jaz kot gospodarski minister vsaki regiji predstavim gospodarstvenikom, lokalnim skupnostim ta projekt oziroma načrt za okrevanje in odpornost, ki je za ta gospodarski del težak 427 milijonov, z namenom, da dobimo povratne informacije in da razpise, ki jih bomo želeli ali pa jih želimo v največji meri realizirati hitro, to pa je v prvi četrtini, konec letošnjega leta, v prvi četrtini naslednjega leta, naredimo na način, da bo do sredstva korektno distribuirana na eni strani, drugič pa, da bomo naslovili prave probleme, s katerimi bomo dosegli tudi največje rezultate. Seveda pa bom jaz kot gospodarski minister stopil na branik tega, da bodo ta sredstva vložena v zadeve, ki bodo vračale. Slovensko gospodarstvo je izvozno naravnano, to ga je nekaj časa tudi še posebej odlikovalo. Eni pravijo, da smo še vedno malo preveč navezani na nemško gospodarstvo, da bo tudi njihova kriza v avtomobilski industriji počasi prišla do nas oziroma se že kaže. Glejte, kozarc tale tukaj je ali pol prazen ali pol poln. Jaz vedno vidim, da je pol poln. In stvar pristopa, hvala Bogu, da je slovensko gospodarstvo izvozno naravnano, 85% vsega, kar naredimo, prodamo zunaj. To pomeni, da smo dobri, da znamo naslavljati in pa proizvajati prave zadeve. Ko govorim prodamo zunaj, mislim na produkte in na storitve. In 80% od tega, približno spet govorim, prodamo v države Evropske unije. Nemčija je naš največji partner, 20% menjave naredimo z njimi. Mislim, da je bilo na zadnje v rekordnem letu 14,5 milijard trgovinske menjave. Smo ena redkih držav, ki ima z Nemčijo suficit. Mi v Nemčijo izvozimo za 1 milijardo več, kot uvozimo.
In to kaže, da so naši proizvajalci dobri. Zdaj pa spet to lahko pogledate, pa eni bojo rekli, da izvažamo samo dele. Jaz sem ponosen, da ni nemškega avta brez nekaj delov, ki so proizvedeni v Sloveniji. Slovenska industrija je na nek način dispergirana, trudi se biti visoko v nabavnih verigah vrednosti. Naši dobavitelji, tisti, ki so dobavitelji industriji zunaj, se trudijo biti razvojni dobavitelji, skratka, imajo svojo neko težo in bom rekel, skozi obiske, skozi stike z njimi, skozi komunikacijo s tujimi kupci, lahko rečem, da smo v formi, ki me navdaja z optimizmom. To, ko pa nekdo pravi, da smo na nekoga preveč navezani ali ne, mi se trudimo, da bi razširili ta 20% delež izven Evropske unije. Se pravi, želimo ohraniti to, kar je v Evropski uniji, ampak povečati sodelovanje in pa prodajo tudi na področjih zunaj. Na področjih znotraj Evropske unije država našim podjetnikom so predobri, nima kaj veliko pomagati. Če je kaj treba, to tudi naredimo. Ampak na področjih izven Evropske unije, na področjih Azije, oddaljenih trgih, je pa pomoč naše države podjetnikom skozi diplomatsko-konzularna predstavništva, skozi gospodarske svetovalce, ki na teh zadevah delajo pa neprecenljiva. In naša naloga je, da skupaj z zunanjim ministrstvom na tem področju delamo. In jaz sem ponosen na to, da se številke na vseh področjih samo višajo. Pa če še eno stvar rečem, veste, ko Slovenijo pogledate z gospodarskega vidika, ko jo na nek način prečešete od zgoraj navzdol, od leve proti desni, ko pridete v katerokoli vas in ugotovite, da v vsaki vasi kako podjetje, ki ima nekaj 100 delavcev, ki ima na desetine milijonov prometa, ki 90, 95, 98% tega, kar naredijo, izvozijo. Moram reči, da ga ni junaka, ki bi s tako ali drugačno politiko lahko takemu gospodarstvu naredil s kako potezo škodo. Trudimo se, da našemu gospodarstvu ustvarjamo konkurenčno poslovno okolje. Zakaj? Zato, ker morajo biti konkurenčni preko meje, ne tukaj pri nas. In če mi dovolite, bi tu odprl še eno temo, ki me žuli, me boli in me žalosti. Žalosti me zato, ker nismo uspeli kot vlada znotraj politike dosežiti konsenza za neko zelo pomembno zadevo. To pa je Zakon o debirokratizaciji. Z zakonom o debirokratizaciji želimo vsem sferam življenja v Sloveniji, znotraj gospodarstva, znotraj javnega sektorja, omogočiti izvajanje njihovih aktivnosti bolj enostavno, hitro, z manj stroški. In imeli smo v tem zakonu en ukrep, ki se mi zdi ključen. Ukrep, ki bi na nek način omogočil en prehod v eno družbo, eno gospodarstvo, ki bo še bolj konkurenčno. Govorimo o socialni kapici. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji pogoje, po katerih smo pri nižjih plačah konkurenčni z Avstrijo, Italijo, Madžarsko, Hrvaško. Se pravi, da je razlika bruto neto pri nižjih plačah približno enaka. So finese v razlikah. Ampak je drug problem, da bolj, ko gremo s temi plačami gor, bolj so razlike velike. Zakaj to govorim? Tukaj pa pride do tega, ali želimo to zadevo razumeti, ali se lotimo demagogije. Družba, gospodarstvo jutrišnjega dne bo rabilo prehod od mišic k možganom. Vsi govorijo, da bi bilo dobro, da imamo take drugačne visoke tehnologije, ampak mi moramo biti v stanju te ljudi, ki z možgani prispevajo k temu, da se nekaj večjega ustvari, tudi plačati. In ko imate situacijo, da vi pri višji plači v Sloveniji, če date 100 nekomu, dobi neto ven en znesek,
v tujini pa 20-30% več, pri enakem strošku za podjetje, potem se vam dogaja to, kar se nam zdaj dogaja. Da se taka delovna mesta selijo iz Slovenije, pa ne zato, da bi bilo v Beogradu ali pa v Zagrebu ali pa če hočete v Budimpešti lepše, boljše. Zato, ker je to za taka podjetja cenejše. In tista podjetja, ki so internacionalna, ki imajo svoje zgodbe v vseh teh državah, pač koncentrirajo možgane v tiste države, ker jih to najcenejše pride. Danes v svetu digitalizacije je pač razvoj za nekaj v Beogradu, izvedba tega v fizičnem smislu bo pa v Sloveniji. Narobe svet. In tukaj smo zato, da bi pa ohranili vsaj jedro pozitivnih učinkov zakona o debirokratizaciji, umaknili ta del v zvezi z socialno kapico iz tega zakona, zato ker v tem trenutku nismo v stanju dobiti podpore dovolj poslancev za to, da to zadevo speljemo. Ko pridem na nek način o tej temi razlagati, je težko dopovedati, ker nimamo možnosti to, da ne gre za demagoško dajanje več tistim, ki tako že imajo več, ampak da gre za eno strukturno spremembo, s katero bomo vsem v Sloveniji omogočili več, če bomo imeli več zgodb, ki bodo temeljile na možganih. Tako, da ne bodo ta delovna mesta z nizko dodano vrednostjo, ne, se reče pri nas. Zelo poudarjate lesarstvo, ampak zdaj zaenkrat še vedno večina lesa gre kar neobdelanega čez mejo. Slovenskega. Les je tudi ena od zgodb, ki je na nek način vsaj delno moja bolečina. Ko sem postal minister 2014, smo zadeve zastavili na način, da smo ustanovili direktorat za les na našem ministrstvu. Ne toliko, da bi to moralo imeti svojo zgodbo, bolj zato, ker smo želeli simbolno pokazati, da je to ena zgodba, ki zaradi resursov, ki jih Slovenija ima na tem področju, moramo posvetiti večjo pozornost. Na koncu koncev sta 2/3 Slovenije pod gozdom, mi pa še vedno, oziroma vmes ni bilo tako, ne, po drugi svetovni vojni se je tista država preživljala s tem, da smo izvažali hlodovino, vmes se razvili lesno-predelovalno industrijo do visokih nivojev, vse to je na nek način zašlo v hude težave, tako da smo zdaj v fazi obnove in spet izvažamo hlodovino, tako kot smo to delali pred 70 leti. No, ampak kljub vsemu nekaj korakov pa je bilo narejenih naprej. Mi smo v tem obdobju kot država ustanovili družbo Slovenski državni gozdovi, kot se reče SIDG, in na nek način zdaj, na tem prvem koraku, ki je bil narejen, vsaj država dobi to razliko oziroma dobi večino benefitov od prodaje lesa, pa še vedno v tujino. Nismo pa naredili dosti velikega prehoda na to, da bi se večina hlodovine posekanega lesa predelalo v Sloveniji. Mi smo kot Ministrstvo za gospodarstvo podprli nekaj pozitivnih zgodb na tem področju, absolutno premalo, in delamo na tem, da se na tem področju zgodi napredek, kajti to je eden od virov surovin, s katerim smo bogati, in na lesnem področju je potrebno narediti kar nekaj napredka. Zato smo znotraj načrta za okrevanje in odpornost 28 milijonov namenili takim podjetnikom, ki bodo nadgrajevali dodano vrednost v lesu. Tukaj nismo dovolj naredili, ampak kljub vsemu smo zadeve zastavili in verjamem, da se bodo stvari spremenile. Mogoče čisto na kratko stavek ali dva, kako inovativno se vam zdi slovensko gospodarstvo družbe? Zdaj, inovacije so temelj napredka.
Veseli me, da sem pred kratkim časom, kakih 14 dni nazaj, podeljeval skupaj s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije nagrade slovenskim inovatorjem. In moram reči, da sem bil navdušen nad idejami, ki so jih realizirali v zelo širokem spektru slovenskega gospodarstva. Seveda pa na drugi strani smo mi na nek način premalo razvojna družba. Kažemo nek napredek na tem področju, ampak tukaj je veliko prostora in znotraj tega lahko rečem, je pa to drugi temelj, kjer pač želimo nameniti raziskavam, razvoju in pa inovacijam 80 milijonov znotraj tega načrta za okrevanje in odpornost. In verjamem, da bo to skupaj na eni strani sredstva, na drugi strani potencial podjetij in pa gospodarstva pripeljal do napredka na tem področju. Seveda pa tu potrebno omeniti še eno zgodbo. Generalno gledano pa imamo v zaključni fazi in upam, da bo sprejet ta zakon o raziskavah, razvoju in inovacijah, ki smo ga pa uspeli uskladiti v tej zelo razdeljeni in polarizirani slovenski politični zgodbi, s katerim želimo povečati pač sredstva za bazične raziskave, ki pa so tudi na koncu koncev temelj napredka na ostalih področjih. To, kar sem prej govoril, gre za pač podjetniške raziskave, razvoj in pa inovacije. Če se vrneva na turizem, mislim, da zdaj je v nastajanju nova strategija turizma in pa, da ste na dnevih turizma pred kratkim podpisali tudi tako imenovano zavezo za več trajnosti. Se pravi, v kakšno smer gre ta turizem, kaj pomeni zeleno, trajno? Moto slovenskega turizma je aktivna, zelena, zdrava destinacija za za zahtevne goste, ki želijo imeti 5-zvezdična doživetja. Mi smo že globoko pred covidom začeli z zeleno shemo slovenskega turizma, v katero je vključeno kar nekaj 100 različnih ponudnikov storitev. Imamo to zeleno nalepko Slovenija Green, ki na nek način kaže to usmeritev. Ampak dejstvo je, da bo pač turizem zaradi covida doživel velike spremembe. Lahko rečem tudi to, da ko sem postal minister leta 2014, je bilo v Sloveniji pod 10 milijonov nočitev, da smo sprejeli strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, ki smo v največji meri realizirali. So neke težave, ki so tudi zaradi covida nastale, in pripeljali zgodbo do covida z skoraj 6 milijoni turistov in pa 16 in nekaj milijoni nočitev. Tukaj gre za eno zgodbo dejavnosti, ki je takrat dajala 10% bruto družbenega produkta, ki je multiplikativna, ki vpliva na več različnih dejavnikov, in zato je potrebno pogledati naprej in se vprašati, kakšen bo turizem v post-covid obdobju. Turizem v post-covid obdobju bo drugačen, bo imel na prvem mestu vprašanje varnosti in pa zdravja. In to je vse to, kar smo mi začeli razvijati že pred covidom. Slovenija nima nobenih možnosti v masovnem turizmu, ampak verjamem, da bomo s to svojo butično orientiranostjo naredili velike zgodbe v prihodnosti. Pa tudi sam upad letalskega prometa v osnovi slovenskem turizmu, razen izjem nekih pomembnih turističnih točk, kot je Postojnska jama, ki so bi bazirale na prekomorskih gostih, ne bo toliko prizadel, zato ker imamo v krogu 500 km vse, kar potrebujemo, kar se gostov tiče. Treba je vedeti, da smo v slovenskem turizmu bazirali in baziramo v večini na tujih gostih. 70% prometa se ustvari s tujimi, 30% z domačimi. Govorim približne številke
in izjema lansko in letošnje leto, ko smo reševali turizem, domači turisti skozi te bone. In verjamem, da bomo v tem prostoru Milano, München, Dunaj, Budimpešta in pa Beograd imeli področje, na katerega stavimo v promociji, zato da bodo gostje od tam prihajali k nam. Seveda zato želimo narediti tudi strategijo, ki bo pač naslovila vsa pomembna vprašanja na tem področju. Se pravi, trajnostno pa pomeni tudi vse tisto drobno, plastično, da bi se temu izognili. No, še ena pomembna zadeva se v turizmu dogaja. Mi moramo prenehati meriti turistične rezultate s kazalniki, ki so preteklost. Mi govorimo v turizmu vedno o zasedenosti, o sezoni. Slovenski turizem ni sezonalno organiziran. Mi imamo 4 stebre našega turizma, panamsko-termalnega, gorskega, mestnega in obalno-kraškega, ki imajo v vsak svojem stebru v vseh 12 mesecih, v vseh 365 dneh, kaj ponuditi svojim gostom. Ta prva trajnost se začne pri tem, da turizem ni sezonalno organiziran. Zato jaz osebno moram reči, da me kar mraz preleti, ko dobim vprašanje o sezoni, kakšna je bila. Sezona slovenskega turizma traja 12 mesecev, 365 dni in v tej smeri sem prepričan, da se bojo zadeve odvijale naprej. Drugič, sodobne turiste moramo gledati drugače. Sodobni turist, mi moramo meriti dodano vrednost v turizmu, moramo meriti zadovoljstvo turistov in domačinov na posamezni destinaciji, če hočemo biti uspešni. Na koncu koncev želi sodobni turist pustiti čim manjši ogljični odtis. In v tej smeri morate imati tudi ta naš simbolni podpis zavezi, da umikamo plastiko v največji meri iz turistične ponudbe. Jaz mislim, da imamo v slovenskem turizmu strahovito prednost pred ostalimi, čisto preprosto zato, ker nismo masovno organizirani, zato, ker smo že prej začeli s to zeleno shemo slovenskega turizma in zato, ker smo dispergirani po celi Sloveniji. No, večkrat ste omenili optimizem v tej oddaji, ki se počasi izteka, pa morda za konec vendarle pa o tem aktualnem političnem dogodku oziroma razmerah, razne afere, tudi minister Vizjak in podobno. Kako vi to ocenjujete oziroma ali pa na tem področju vendarle pričakujete v bližnji prihodnosti volitve? Najprej moram povedati še enkrat, da je ta vlada začela svoje delo v ekstremno težkih časih in začetek dela vlade sovpada z začetkom COVID krize. Potem, ko je prejšnji predsednik vlade vrgel puško v koruzo in dal ostavko. Popolnoma neodgovorno. Ta proces smo vodili na način, za katerega lahko rečem, da sem ponosen, da smo vso zgodbo gospodarskem in tudi v ostalih smislih pripeljali do tega, da lahko optimistično zremo v prihodnost. Zdaj volitve predčasne, nepredčasne. Mi zdaj igramo po nogometno povedano zadnjih 10 minut tekme. Jaz mislim, da bo še kak sodnikov podaljšek tukaj potreben. Dva razloga sta, da bo ta vlada dokončala svoj mandat, ne glede na vse špekulacije, ki jih slišite. Prvič, želimo realizirati maksimalno zavez iz koalicijske pogodbe, ki so bile zdaj ob strani zaradi COVID krize in zdaj v drugem delu zaradi našega predsedovanja. In drug razlog je, želimo zaključiti na nek način s ponosom in uspešno predsedovanje Evropski uniji in vse to nam na koncu koncev okolica, ostale države članice tudi priznavajo. Zdaj, od mojih kolegov ministrov, ki zapadajo take ali drugačne težave,
zaradi tega, kar se pač sliši na televiziji, pa pričakujem, da bodo to znali pojasniti. Jaz sem se pa na svojem primeru naučil, ne, da vse tisto, kar se pojavi na televiziji, še ni rečeno, da je resnica. To jemljem kot nek legitimen boj tistih, ki so proti tej vladi, da pač ne izbirajo sredstva, da dosežejo svoj cilj. Jaz verjamem, da bomo to zgodbo dokončali, ampak kljub vsemu pričakujem od vseh nas, da bomo znali pojasniti vsa namigovanja, vse obtožbe, ki so. To velja tudi na koncu za mene, ker sem od odločitve za to, da gre naša stranka, Stranka modernega centra, v to vlado, ki je koalicijska vlada. Ta vlada ni vlada ene osebe, čeprav jo vi imenujete z imenom in priimkom. Ne vi osebno, ampak mediji. Ampak je to vlada, ki je nekaj naredila, ima nekaj za pokazati in mi bomo nosili vsi odgovornost za svoje dejanja. Povejte, kot minister, v tem času, ko Slovenija predseduje Svetu Evrope, imate veliko več dela? Ja, ekstremno. Jaz kot minister konkretno vodim dva sveta, svet za konkurenčnost in svet za trgovino. Vsak svet zahteva vsaj eno neformalno sejo v Sloveniji, eno formalno v Bruslju. Dodatno na to pa imam zaradi izrednih razmer še dva poglavja zraven, in sicer svet za turizem znotraj sveta za konkurenčnost in svet za vesolje. In v naše predsedovanje, v delo mojega sveta za trgovino spada tudi organizacija 12. ministerske konference Svetovne trgovinske organizacije, ki bo konec novembra v Ženevi, in kot predsedujoči Svetu za trgovino Evropske unije sem na nek način upleten v organizacijo tudi te ministerske konference, ki bo zahtevala, če druga ne, enotedensko odsotnost in posvetitev delu samo na tem področju. In če k temu dodate še tekoče zadeve in vse te peripetije, ki se nam dogajajo zaradi zdravstvene krize, pol verjamete, da je naporno, ampak kakorkoli. Sem pripravljen to delo dokončati. Jaz sem do zdaj vse projekte v življenju, ki sem se jih lotil, v gospodarstvu ali po politiki dokončal, in tako bo tudi s tem. Tako. Hvala lepa za tale pogovor, da ste si vzeli čas za VTV, vašo televizijo, in seveda uspešno delo še naprej vam želim. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za vašo pozornost. Lepo se imejte še naprej.